Parada učenja, ki je letos že 13. potekala pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, je vsako leto praznik učenja po celi Sloveniji. In kakšno je bilo tokratno sporočilo? Sporočilo je, da je pomembno se učiti in ozaveščati o pomenu vseživljenjskega učenja. Mi smo presrečni, da smo lahko zopet pobudnik parad učenja, leto že 13. leto zapored, tako da naj parade učenja še naprej ohranjajo mesta živa, navdihujoča in da se širi pač ta pozitivni duh učenja. Učenje je lahko tudi priložnost, se pravi tudi mehke oblike učenja, tudi to, ko se o eni knjigi pogovarjamo z nekom, ali pa ko osvojimo eno novo tehnologijo, platformo, nekaj takega. Tako da v resnici je vseživljenjsko učenje tako zelo vseobsegajoč pojem in v bistvu nas vse nas k temu vabi, oziroma mogoče nas že kar malo sili ta svet v to, da se moramo hitro tudi mi iti naprej. Slovenjgraški javni zavod MOCIS je koroški organizator parade učenja že vse od začetka. Ja, to je res en tak dogodek, en tak dan, ki se je pravzaprav prijel in nisem zelo vesela, da vsi, ki sodelujejo, v bistvu že nekako čakajo in ko pride to obdobje, smo že v kontaktu in res nimamo težav s tem, da vsi naši sopotniki, vsi, ki si prizadevamo za ljudi v tem našem okolju, nekako sodelujejo in se želijo pokazati, kaj delajo. In seveda tudi tak program, ko ga zdaj spremljamo znotraj, ti v bistvu sede na dušo. Vse niti parade učenja ima na MOCIS-u vsako leto v svojih rokah Janja Bartelj. Rdeča nit letošnje parade učenja je bil mir. In življenje v mestu Glasniku miru, torej Slovenj Gradec je izpostavljen kot mesto Glasnik miru. To vsebino smo izbrali zaradi tega, ker živimo v časih, ki se odmera res hudo oddaljuje. In se nam zdi, da je to neka vrednota, ki jo je treba poudariti in se o njej dodatno izobraževati za mirovništvo. In ne nazadnje, učiti se ne moramo, če nimamo miru. Že to, da v svoji sobi nimaš miru, se ne moreš učiti, kaj šele širše. Kakšno je torej sporočilo letošnje parade učenja? Letošnje sporočilo je, da podobno kot vsako leto, da se učimo vse življenje in da moramo si prizadevati tudi za mir, ker drugače niti učenje ni mogoče. Res je, in v mestu Glasniku miru zelo podpirajo vseživljenjsko učenje. Zagotovo in ima tudi zelo velik pomen, predvsem za naše občanke, občane, za naše udeleženke vseh teh programov, kajti vsi vemo, vsi se praktično celo življenje učimo, nikoli ne znamo vsega in res vesel, da je pri nas v naši občini res toliko ponudnikov tega vseživljenjskega učenja, toliko ponudnikov raznoraznih predavanj, izobraževanj, kamor lahko naše občanke, občani gredo po nova znanja. Predvsem pa je tisti najbolj znan pri nas, naš javni zavod MOCIS, ki že vrsto let ta program pelje zelo uspešno z svojimi mentorkami, mentorcami, za kar se jim res iskreno zahvaljujem z gospo Lakovšek kot direktorico tega javnega zavoda. Zahvala gre pa tudi na tem mestu vsem uporabnikom teh programov, kajti sam javni zavod še tako bogatim programom ne bi mogel delovati, če ne bi bilo tu res udeležencev vseh programov in jaz mislim res, da to medgeneracijsko sodelovanje v naši občini poteka odlično. Vseživljenjsko učenje podpirajo tudi v občini Mislinja, je dejal tamkajšnji župan Bojan Borovnik, ki pa je bil tokrat tudi v vlogi državnega svetnika. Kako pa na državnem nivoju gledajo na vseživljenjsko učenje? Jaz moram reči, tudi v državnem svetu, danes sem tudi zastopnik državnega sveta po oblastilu predsednika, ker sam predsednik se ne more odločiti in sem to idejo, podporo temu projektu seveda tudi sam z velikim navdušenjem tudi podprl. Moram reči, kar se tiče državnega sveta, to zelo podpira in jaz verjamem, da tudi se na višjem nivoju, se pravi tudi vlada in vsa ministrstva, ki so potrebna za to medgeneracijsko sodelovanje, da se bodo vključila in da bomo vsi skupaj pripomogli oziroma prispevali delček tega, da bomo res zaživeli medgeneracijsko, da ne bomo pustili starejši nekje daleč, najmlajše pa potem spet nekje druge, ampak res je to medsebojno spoštovanje in druženje se mi zdi zelo pomembno. In tega je bilo v Slovenj Gradcu zelo veliko. Zanimiv kulturni program so pripravile vse generacije in tudi na stojnicah smo videli vse generacije in izjemno zanimivo ponudbo.
Predstavili so se tudi gasilci in policisti, ki so bili za obiskovalce še posebej zanimivi. Ta predstavitev nam veliko pomeni, da lahko prikažemo naše delo, naš poklic, našo opremo in mogoče mlade nadobudimo, da se v kasnejših letih, ko se bo odločili za poklic, odločijo za poklic policista. Kaj vse danes prikazujete tukaj? Danes prikazujemo delo policista Policijske postaje Slovenj Gradec, opremo, ki ima patrulja za vsakdanjo uporabo. Z nami je tudi policijska posebne policijske enote, policist postaje prometne policije in pa policista vodnikov službenih psov. Tako da pokažete več vidikov. Ja, več vidikov, več različnih služb, ki jih opravljajo naši policisti, da lahko mogoče spoznajo delo policista na različne načine. To je verjetno še posebej zanimivo za otroke. Seveda, več stvari je bolj zanimivo, lahko prikažemo marsikaj. In tako se izpolni Mocisovo geslo, da naj teče učenje skozi življenje. Ja, jaz mislim, da pravzaprav se to skozi dogaja, v vsaki skupini, v vsaki, je pa res, zelo pestro dogajanje pri nas, ker eno je pač tisti tak formalni šolski program, ampak večino zdaj pa že tega neformalnega, kar je pa lepo in to so starejši, mlajši, tisti s težavami, tisti, ki še nimajo težav, tisti, ki so veseli, tisti, ki druge spodbujajo, tako da res to je tako, bom rekla, tako življenje je Mocis. S parado učenja pa pokažejo, kaj vse nam lahko ponuja življenje in to ves čas, le želeti moramo. Kar preko 9000 dogodkov posvečenih vseživljenjskemu učenju pa se bo zgodilo v Sloveniji v okviru 30 tednov vseživljenjskega učenja, ki potekajo med 12. majem in 15. junijem.